Nekaj primerov še z route planninga, recimo kako zdaj ta rešitev deluje. V bistvu sam route planning je razdeljen tako, da najprej seveda na vhodu potrebujemo neke podatke. Teh podatkov bomo videli v nadaljevanju, kje jih lahko vse dobimo. In te podatke zdaj naložimo v nek modul, ki se reče dispatcher modul. In ta dispatcher modul v bistvu generira rute. Ta dispatcher vsebuje vse tiste algoritme, ki smo se prej jih na hitro taknili. Se pravi, za neko operacijo zaženemo optimizacijo in vsa ta naročila podna, vse ta vozila, vso to floto, vse te dostavna mesta z vsemi parametri, on proba splanirati oziroma narediti čim bolj učinkovite rute, seveda v doglednem času. Rezultat teh rut lahko shranimo v neko lokalno podatkovno bazo in potem naprej posredujemo v. Zdaj tukaj imamo pa še možnost, da uporabimo te zgodovinske podatke in jih naložimo v drug modul, ki se pa reče design modul. Ta design modul ima zdaj dva vhoda. Eno so zgodovinski podatki, eni so pa lahko tudi podatki o napovedi. To pride prav, recimo, če kdaj ne vemo, kako bi naredili plan za neko trgovsko verigo, kakorkoli, v katero se hočemo širiti, ali pa recimo se kakšne količine naj bi spremenile in potem nas zanima, recimo, koliko sredstva potrebujemo, da bomo lahko naredili ta plan. SLZ vozlišče znanj in izkušenj. Digitalna preobrazba ni izbira, je pot. Pot do konkurenčne prednosti, pot, ki se nikoli ne konča. Dobrodošli v digitalnem masterclassu Rešitve v praksi. Vstopite v svet uporabnih znanj, tehnoloških rešitev in konkretnih praks, ki podpirajo vašo pot digitalne preobrazbe. Dobrodošli tam, kjer se teorija sreča s prakso. Podjetje I+ in Peter Roblek v digitalnem masterclassu. Odkrite, kako z digitalnim planiranjem transporta izboljšati nadzor, stroškovno učinkovitost in strateške odločitve v oskrbovalni verigi.